Živa, danes je nova epizoda podcasta Seks v pisarni in čaka nas ena cute tema in to so bradavičke. Tako da lepo, da ste prišli nazaj in ste prišli to poslušati. Če vam je epizoda všeč, ne pozabite se naročiti, lajkati tele epizodice ali pa kjerkoli druge, ki vam je všeč, pustiti kakšnega komentarčka in ja, uživajte, upam, da vam bo v redu. V glavnem, kot sem rekla, danes bomo govorili o bradavičkah, ki so po moje čist podcenjene, ker jih ne razumemo čist dobro. Mogoče zato. Meni se zdijo bradavičke ful super, verjamem, da se zdijo manj super tistim ljudem, ki ne uživajo v takšni stimulaciji, ali pa imajo mogoče kakšne travme. Dosti žensk ne uživa več v stimulaciji bradavičk po kakšnem napornem dojenju, recimo. Kar boste tiste, ki ste imeli to razumeli, vsaj če ste imeli kdaj malo razpokane bradavice, a ne? Ali pa če vas je kdo fajn ugriznil, pa ni bilo lih to prijeten. Ampak ja, danes bomo pogledali par zanimivih stvari, tako kot vedno. Zdaj sem ugotovila, da vam je bilo ful všeč, ker sem začela z zgodbo, tako da danes bom tudi danes sem naredila eno zanimivo zgodbo in sicer ta zgodba bo o orgazmu bradavičk, to bomo tudi še pol pogledali. Bomo pogledali znanost za to stimulacijo bradavičk in pa seveda danes bodo tudi vaše vprašanja, ki ste jih poslali ene par glede bradavičk in Pojmo kar noter v epizodo in začela bom s tole zgodbico, ki je spet, oziroma ponovno iz Reddita, ampak, kaj naj vam rečem, oni nas res zalagajo z nekimi zelo, zelo dobrimi informacijami. To je res dober vir informacij, če hočeš kakšne izkušnje prebrati. Saj ste vi tudi, ampak smo še na poti do tja, da bomo malo bolj odkriti drug do drugega ali pa da si bomo kaj več napisali. Tako da, kot vedno ste vabljeni pustiti kakšno svojo izkušnjo v komentarjih, v DM-sih ali kakorkoli. Zakaj sem se odločila za to za to tematiko, sem že povedala. Ker so mi bradavičke res take podcenjene, se pravi podcenjena erogena cona, pa tako lepe so, pa zanimive, pa različne, pa ful različne ženske različno doživljajo to stimulacijo bradavic. Saj tudi druge dele telesa, ampak ne vem, tam je taka. Jaz sem pri sebi opazila, da se je to zelo spremenilo glede na moja življenjska obdobja, se pravi po dojenju, pač po končanem dojenju, pa pol še malo potem sem opazila, da sem zelo začela uživati v stimulaciji bradavičk. Mi je ful simpatično to zdaj, tako kar dober je. Ene so v kontra, ene nimajo nobenih sprememb. Tako, ko se pogovarjaš, res vidiš, da je ful različno in pač, ja, meni se zdi to kar zanimivo. Enim pa še malo bolj grobo, enim malo bolj nežno, enim pa še, eni sploh ne dotiki se, a ne? Ampak, ja. Dajmo iti kar v to zgodbo iz Reddita, jo bom prebrala, pa boste mi povedali, kaj si mislite o tem. Okay? Torej, pred kratkim sem z mojim fantom doživela izjemno izkušnjo z bradavičkami in še vedno sem čisto navdušena nad tem. Rada bi delila nekaj spoznanj in občutkov z vami, da bi tudi druge osebe lahko izkusile orgazem preko stimulacije bradavičk. Ono je tako zelo, romantično, tako lepo je opisano. Meni je ful všeč, zelo všeč. Nedeljsko jutro se je začelo počasi, nežno, ko sva se prebudila in se izmenično objemala v položaju žličke. To je pač, da je en za drugim, da ne bo, ko ležite, pa sta en za drugim. V določenem trenutku je moj fant ležal pred menoj, prekrižal roke čez moje prsi in z vsako dlanjo objel po eno bradavico. Se pravi, pač v vsaki roki ima tako eno. Ta položaj sva odkrila že
med prejšnjim crkljanjem in seksom in že takrat se mi je zdel čudovito intimen, zato sem bila res vesela, da sva ga ponovila. Ta položaj je bil nekaj posebnega, saj sem čutila njegovo celotno telo ob svojem. Njegov topel, močan prsni koš se je pritisnil ob moj hrbet in počutila sem se popolnoma varno zavita v njegove roke. Začel me je poljubljati po vratu in se igrivo dotikati mojih prsi. Sprva brez neposredne stimulacije bradavic. Po nekaj minutah je hotel prenehati, a sem ga prosila, naj nadaljuje. Na vso srečo se je nasmehnil in z veseljem ustregel. Ko se je znova udobno namestil, je začel izmenjevati pritiske, od zelo nežnih do nekoliko bolj izrazitih, medtem ko je raziskoval celotno področje mojih prsi. Ker je bil tik ob meni, sem slišala njegov dih čisto pri svojem ušesu in opazila sem, da se je njegov dih rahlo pospešil, ko so se moje bradavice začele odzivati pod njegovimi dlanmi. Nato je počasi prešel k neposredni stimulaciji. S konicami prstov je obkrožil moje areole in jih občasno nežno stisnil. Stiski so se razlikovali po intenzivnosti in hitrosti. V tem trenutku sem bila že močno vzburjena. Dih mi je postal hitrejši, telo napeto, med nogami sem začutila toploto in tihe vzdihljaje, ki so mi ušli, je očitno slišal tudi on. Moji zvoki so ga očitno dodatno vzburili, saj sem zaslišala tudi njegove tihe vzdihljaje in občutila, kako se rahlo premika ob meni. Kar je moje izkušnjo res poglobilo, je bilo njegovo izmenjevanje neposredne in posredne stimulacije. Ko je začutil, da sem popolnoma v trenutku, je z dlanmi rahlo zagrabil moje prsi, jih masiral 20 do 30 sekund, nato pa se je vrnil k neposrednemu dotikanju bradavic, stiskanjem, valjanjem med prsti ali rahlimi, a odločnimi gibi. Moje telo se je odzivalo instinktivno. Hrbet se je rahlo usločil, dihanje je postalo globje in zrak so polnili moji tihi vzkliki. Po kratkem intervalu intenzivne stimulacije se je vrnil k nežnejšemu dotikanju in masaži. Po približno 7 ali 8 takih menjavah sem bila v popolnem zanosu. Vse je bilo prijetno. Njegovi topli objemi, njegova koža ob moji, zvok njegovega dihanja, občutek varnosti, ritmično dotikanje bradavic. Vse je bilo usklajeno. V nekem trenutku sem začutila potrebo po močnejšem dotiku. Komaj sem izdavila. Lahko malo močneje. Bil je ravno tako vzburjen kot jaz, zato se je z večjo osredotočenostjo posvetil mojim bradavicam. Izmenjaval je krožne gibe med prsti in nekoliko trše stiske. Po telesu se mi je začel širiti znan val energije. Hrbet se mi je osločil, teplo mi je preplavila toplina, dihanje je postalo sunkovito. Pri klitoralnih orgazmih se mi pogosto zgodi, da se mi telo rahlo zatrese in to se je začelo dogajati tudi zdaj. Moji glasovi so postajali vse Moji glasovi so postajali vse glasnejši, komaj sem izdavila prošnjo, naj nadaljuje točno tako. Val občutkov je naraščal in trajal nekaj časa, dokler ni počasi začel pojemati. Moje bradavice so postale občutljive in preobremenjene, zato sem ga prosila, naj postane nežnejši. Takoj se je odzval, upočasnil gibanje, dokler se nisva oba umirila. Potem me je nežno vprašal, ali sem doživela orgazem in z navdušenjem sem odgovorila, da mislim, da sem res. Skupaj sva še nekaj časa ležala, dihala in uživala v tem čudovitem trenutku. Potem se pa zahvalila ona skupnosti, ker je ta skupnost ogromno pomeni, tukaj je pridobila veliko poguma in znanja o svojem telesu in spolnosti, kar tudi želimo narediti tle na podcastu. V glavnem potem je ona tudi malo nagovorila s te bralce, da bi kaj odpisali in res je bil odziv kar velik. Veliko komentarjev je bil tako, tudi oni so se njej zahvalili, da je delila to izkušnjo z njimi, tako da tudi jaz se tle zahvaljujem, čeprav ne bo vedela, ampak. Potem je imela pa še 2 nasveta. In sicer, razložila je položaj, rekla je, ne razložim položaj, ker je bil res udoben in primeren za več vrst stimulacije. Ležala sva oba na boku, jaz pred njim. Moja glava je počivala na njegovem desnem bicepsu, roka pa je bila,
On je imel pa roko pod njenim vratom. Desno roko je imel prek njenega prsnega koša in se z njo dotikal leve bradavice, levo roko pa prek mojega trupa do desne bradavice. Tako sva bila povolnoma povezana. On je bil čistko nekako prekrižan, imel te roke, če sem prav razumela, ne? Drugi nasvet je bil, pomembno je, da izraziš, kaj ti ustreza. Jaz sem v trenutku povedala, kaj želim preprosto in jasno. Močneje, nežno ali tako, ja, točno tako. Ko se stopnja vzburjenja povečuje, potrebujem več pritiska, sicer občutek izgine. Vem, da je to včasih težko povedati v novem razmerju, a verjamem, da partner ne more brati misli. Če mu tega ne povem, kaj mi prija, tega ne povedal. Ja, to si zapamete. Okej. Ta zgodba je bila kar hot. Upam, da je bila tudi vam všeč. Gremo naprej, pa bomo malo pogledati znanost. Zakaj so bradavice toliko občutljive? To je eden izmed delov našega telesa, kjer se stikajo živci, hormoni in spolni odziv. To pomeni, da ne gre sam koža pod dotik, ampak to je res en tak cel živčni orkester, ki povezuje tvoje telo z možgani. Tako da znanstveniki so v bistvu z magnetno resonanco ugotovili, da stimulacija bradavic aktivira tisti del možganov, kakor stimulacija penisa ali pa stimulacija klitorisa. Tako da jih v bistvu tvoj živčni sistem nekako obravnava kot del spolnega odziva. A ne? Se pravi, zato je ta občutek toliko močen. Ne gre samo za fizičen dotik, ampak za cel nek tak možganski val užitka. Tako da ja, znanstveniki dobro opravljeno. Pol imam pa tle še dve raziskavi, se pravi, ena je bila leta 2011, ko je nevroznanstvenik Barry Komisaruk, upam, da sem prav prebrala, z ekipo, z pomočjo FMRI posnel, kako so se ženski možgani odzivali v bistvu na različne oblike stimulacije. In ko so se dotikale bradavice, je aktiviral tisti del možganov kot pri stimulaciji genitalij, tako da to je to, kar sem prej rekla. In ja, pač to je bilo ful zanimivo. In pa potem že v 60-ih letih sta Masters in Johnson dokazala v bistvu, da stimulacija bradavic v bistvu sproži enake fiziološke reakcije kot genitalna stimulacija. Spet smo tle, a ne, kot prej. Tle sta videla ona dva pospešen srčni utrip, povečano prekrvavitev, potem posledično je bila erekcija penisa ali pa klitorisa. Ja, tudi to je stvar. In v nekaterih primerih pač celo orgazem brez kakršnega koli drugega dotika, tako kar smo govorili prej, a ne. Da dejansko se lahko to zgodi. Okej. Zdaj, se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da kad te nekdo ali nežno liže, stimulira z jezikom po bradavici ali s prsti stimulira po bradavici, pride do tega, da tvoje telo začne sproščati oksitocin, ki je znan tudi kot hormon povezanosti in sproščenosti. Ob tem dotiku se itak lahko potem počutiš bolj blizu partnerju, bolj povezano s partnerjem, zaljubljenost lahko čutiš. In ja, kakor sem že rekla, to potem lahko tudi privede pri nekaterih moških ali ženskah, a ne, tudi moških. Sem malo čudo, hotela sem glih kontra poudariti. Pri ženskah in ja, tudi celo moških. Tako bi morali biti. Pride do orgazma brez kakršne koli druge stimulacije. Zdaj, nek angleški izraz za to je nipplegasm. Oni so lahko zložili besede, ne vem, kako bi jo mi lahko tle zložili. V glavnem, se pravi, fora je, da ti živčni končiči v bradavicah pošiljajo direkt informacije v možgane. Tako, užitek. Tako da ja, to je to. Zdaj lahko pogledamo še malo razlike med spoloma, kar veliko ljudi kar malo preskoči, ker o tem verjetno ne govorimo dovolj, ampak ja, tudi, kot sem prej rekla, tudi moške bradavice so erogena cona. In to je zato, ker ko je
En del našega razvoja je, se pravi, kaj še embrionalni razvoj, ko smo, preden se vse začne dokončno izoblikovati. Bradavice naj bi se izoblikovale že veliko prej, že preden se določi spol. Upam, da je ta informacija pravilna. Ampak ja, v glavnem, naš razvoj je tak, da pri obeh so bradavice fajn oživčene in živčne poti, ki se odzivajo na ta dotik, so na pritisk, na toploto in pa tudi vzburjanje. Pač to nam je enako. Tako da ja, to ni samo za punce, tudi za fante, oziroma ni samo za ženske, tudi za moške. Jej. Kaj je tle razlika, zakaj sem rekla razlika? Razlika je ta, da večkrat pride do tega, da moški tega ne raziskujejo. Raziskuje se to pač bolj pri ženskah, ne mislim znanstvenih raziskav, ampak tako pri intimi. Tako da, zato ker je pač spet neka ta fora, kao da je dotikanje prs pa prsnega koša neka bolj ženska stvar, spet v navednicah, v narekovajih, kaj tako rada to uporabljam. Ampak ja, tle ni, tudi moški imajo to čutno območje, kar lahko sproži enake odzive kot pri ženskah. To ne pomeni, da morajo vsi zdaj to oboževati, moški ali ženske, ampak da ni nič čudenega, če tudi moški v tem uživajo, pač, ker občutljivost bradavic je izredno individualna stvar, tako kot sem rekla že na začetku. Enim je že rahel dotik, izredno intenziven, eni rabijo pač močnejši pritisk, eni pa dotika sploh ne marajo, tako da ja. Na kaj vpliva to? Na občutljivost, na samo občutljivost vplivajo itak hormoni, stres, razpoloženje, temperatura prostora, vse te stvari. Saj vemo, da če nam je hladno, se pač te tkiva oziroma mišice okrog bradavic skrčijo in zato tudi bradavice postanejo trše, če so sproščene, jih telo doživlja bradavice oziroma so nekako bolj mehke, bolj sproščene, bolj dovzetne za dotik, pa tako, Saj vemo, priješ ven iz vode. Kaj se zgodi, ko priješ ven iz vode? Ping! Ja. Tako da, tle res ni nekih pravil, ampak so samo različni odzivi. Najbolj pomembno je, da ti sama ugotoviš ali pa sam, kako se tvoje telo odziva, kdaj je primeren čas za stimulacijo, ko mogoče nekdo misli, da sploh ne uživa v tem, pa je sam zbiral napačne trenutke. In ja, recimo, včasih ženske tudi pred menstruacijo ali pa med menstruacijo, imamo bolj občutljiva prsa, pa nam takrat mogoče so te dotiki preveč intenzivni, pa nam ne pašejo. Kakšne imajo tudi lahko problem, ker imajo te navznot obrnjene bradavice. Danes se žal nisem poglabljala v to, se opravičujem, nisem vas hotela izvzeti. Definitivno bomo tudi enkrat to obdelali, ampak ja, tako. Lahko gremo zdaj naprej na praktični del oziroma kako stimulirati bradavičke. Zdaj, če bi obstajala neka knjiga navodil, kar ziher obstaja, ker je toliko teh poplava teh nasvetov in knjig, ampak dajmo karikirati, če bi obstajala knjiga navodil za bradavice, bi ziher na prvi strani pisali poslušaj telo in ne tempo. Ker vsaka oseba ima svoj ritem, zato je treba poskusiti, se igrati in opazovati odziv. In jaz vam bom naštela par načinov, kako lahko raziskujete. Prva, ki jo imam napisano in je taka dosti klasična, je stimulacija z jezikom, stimulacija z rokami oziroma prsti. Treba je začeti nežno, ne stiskati, ne navijati, ne šaltamo postaj na radiju, tako kot smo jih včasih iskali z onim gumbom. Fajn je uporabiti mogoče kakšen lubrikant ali pa vsaj poslint, če ne drugega.
ko delate kakšne krožne gube s prstom ali pa lahko malo z jezikom, prej pa pol še s prsti, ki se lepo vlažno in drsi. In treba je delati to nežno pa počasi, zato, ker je v bistvu fajn, da nekako počasi prebudimo živčni sistem, da ta gumbek za pržgati počasi zbudimo. Potem lahko počasi povečujete intenzivnost, malo stiskanja, rahu, pritisk med prsti, lahko malo pihate kakšen topel zrak, to zna biti kakšne zelo prijetno. Jezik tudi, kroženje, lizanje, trda špička, mehak jezik in tako, tempo lahko prilagajate in tako. Tle se gre v bistvu lahko zelo dobro za kombinacijo nežnega pa intenzivnega dotika, tako kot je prej v zgodbi razlagala. To v bistvu začne ustvarjati napetost in pa sproščanje. In če to delaš s partnerjem, opazuj odziv, opazuj gibe, opazuj dihanje, opazuj, kako se telo odziva. Pač te stvari v praksi niso tako znanstvene, kakor se sliši to, če se prepustiš, itak se nekako tako odzivata drug na drugega. Ampak ja, to so tvoji namigi, to, kar sem naštela. Pa nisem slela tega mikrofona. Druga stvarka je temperaturna igra. Kakor sem že prej omenila, bradavice se zelo odzivajo v bistvu na samo temperaturo. Tle lahko spet to podih, tako kot sem prej omenila, ledene kocke, s tem, da lahko izmenjuješ toplo, hladno, vse to razširi žile in poveča občutljivost. Zdaj pa, če želiš še kakšno stopnjo višji, imaš le še masažne svečke, se pravi tiste, ki se stopijo v oljček, tak prijeten topel oljček, pa potem lahko s tistim masiraš. Ali pa pač samo masažno olje. Se imaš tudi masažna olja, ki so v bistvu te kissable, se pravi, da jih lahko, ali pa te glossy, kokain gloss je pakiran, to lahko vse uporabite, so z mentolčkom, grelni efekti, hladilni efekti, ne rabite zdaj kock tam, ampak čeprav kocke znajo tudi tako zelo tak seksi, vizualen seksi efekt imeti. Ampak ja, polhan imate enih teh pripomočkov, ki jih lahko raziskujete, kakšni lubrikanti, ki so tudi tako jedilni in fajn. Tako da ja, lahko izmenjujete temperaturo ali pa recimo, če nekomu zelo paše samo toplo ali pa zelo paše samo hladno. Tako da ja, temperaturna igra. Potem so drugi pripomočki, to je tretja stvar, peresa, svila, nežni pripomočki. Se pravi, tle, če hočete začutiti kakšno senzualnost, ne pa samo neko stimulacijo, lahko vzamete perešček ali pa kos svile, kakšne te prevezice za oči, ki so narejene kot trakovi, tudi pridejo v poštev, čopič, kakšni te za make-up čopiči znajo biti ful fajn, pa mehki pa tako. Lahko se igrate, se pravi, da drsite ne samo po bradavicah, ampak prav po prsih, tle zunanji del prsi, ta side boob, ki ga fantje radi, moški radi vidite, da malo iz obleke ven štrli, to zna biti zelo prijetno, pa pol počasi nadaljujete, pa tako v bistvu malo odražite vse okoli, preden pridete do bradavic, to je ful lušten. Tako da ja, tle se zna zelo fajn igrati s temi materiali. Potem četrta stvar bi bila ščipalke za bradavičke. Lahko so ščipalke sponke, eni uporabljajo tudi tele vakuumske nastavke ali pa kakšne vibracijske stimulatorje. Ne rabi biti prav nek poseben, kakšni so prav vibracijski stimulatorji za bradavičke, ampak lahko uporabite tudi čisto navaden vibrator, date malo gor lubrikanta, bolj nežno nastavitev ali pa ne, pač kot vam paše. Spet je tle glavno pravilo, da začnete počasi. Tudi če so to kakšne sponke ali pa ščipalke, dajte začeti z mehkim prijemom. Jaz bom samo tle povedala, kaj je fora, ker bomo imeli za review izdelka, bomo imeli ščipalke za bradavičke. Tako da ja. V glavnem, fora ščipalk je lih ta, da ko jih daš dol, se kri vrne v bradavice
In tak občutek topline pride, pa ful bolj občutljive so, ne? In zato imaš lahko tudi pol zelo tako intenzivno stimulacijo. Tako da ja, to je fora ščipalkic ali pa teh vakuumov v bistvu, da potegne to kri v bradavice in postanejo bolj občutljive. Potem 5. stvar je pa še kombinacija z drugimi erogenimi conami. To je pa sploh vrhunsko, da imaš kombinacijo stimulacij, se pravi, da se stimulira bradavičke hkrati, ko se stimulira tudi genitalije, ali pa hkrati z oralnim seksom, se lahko malo raztegneš, usta imaš med nogami, roko imaš tudi malo nalubriciraš, pa gor lepo nežno masiraš, ali si pa ona sama ta čas. Zakaj je to fajn? Zato, ker je v bistvu nekako povezan z nevrološko sinhronizacijo. To se ful fancy sliša, ne? Se pravi, možgani v bistvu prepoznajo več različnih signalov in jih združijo v en tak bolj močen občutek. Zato tudi eni pravijo, da so bradavičke kakor en gumb za vklop. Sam dajte ga pravilno vklopati. Ok, gremo naprej na nipplgasm oziroma orgazem bradavička. A je to mit ali realnost? Okay? A je mogoče doživeti orgazem samo s pomočjo bradavička? Že prej smo videli oziroma slišali, da je odgovor tle ja, ampak ta pojav ni pogost. Veliko lažje ga doživiš, če si še bolj sproščena, če je zaupanje, če je atmosfera prava, če stimulacija traja dlje časa, se pravi 10 do 20 minut. Tiste, kar rabite manj časa, pa ste to doživeli, lahko me komot tle popravite in nakregate v komentarjih. Ampak to je bilo neko tako povprečje, ki sem ga jaz našla po svojem lastnem raziskovanju. Veliko jih je povedali, da je ključ v dihanju, v fokusu, da ne smeš siliti v orgazem, da se moraš res ful prepustiti. Ful se moraš prepustiti tem občutkom, topline so občutka topline, pulziranja so ful omenjali, da telo kar nekako tako samo prevzame nek ritem, ne. Veliko jih je tudi govorili, da si pomagajo z vizualizacijo, se pravi, da nekako se jim občutek iz prsi širi po celemu telesu kot en val, ki jih preplavi. Tako da ja. Ok. Tle so spet jih je dosti napisali, da za raziskovanje so uporabljali velikokrat kakšne vibratorčke, sploh te bullet vibratorčke, ki so bolj mečkani. Pa potem tudi tele vibratorje, ki so v bistvu na zračno stimulacijo, ki v bistvu dela ta val, pa potem tudi kakšne grelne vibratorčke. To je bilo tako aktualno. Zdaj, kaj je tle najbolj pomemben, da če ne doživiš orgazma bradavičk s tabo, ni pač absolutno nič narobe, pač to ni neka stvar, ki bi bila za vsakega, sploh pa ni neka stvar, ki bi jo lahko, tudi če je nekaj, kar si že doživela ali pa doživel, ni nekaj, kar bi lahko vsakič. In telesa so različna, vsaka bradavička ima svojo zgodbo, tako da samo poslušajte jo. Ok. Zdaj imamo pa še, jaz nisem mogla mimo fetiša na bradavice. Se pravi, fetiš v osnovi pomeni, da je nek predmet ali del telesa ali neka vrsta stimulacije za nekoga izredno vzburljiva. Prav v fetiših podcast smo že delali, tako da jaz sem tle pač sam zajela naše bradavičke. Ta bradaviček je bradavičke so pač res en izmed bolj pogostih fetišov, eden izmed bolj razumljenih fetišov, zakaj? Zato, ker gre v bistvu neko zelo dobro oziroma kar popolno kombinacijo čutnosti, vizualnosti, odzivi telesa. Bradavičke so take mehne, ampak zelo zgovorne. Do teh bradavičkah jaz danes govorim, da so neka živa bitja, ampak I guess, da so na nek način. Zelo so odzivne, in zelo so odzivne na tak način, da mi to lahko vidimo, pač mi smo zelo taka bitja, da zelo radi vidimo stvari.
zelo vizualna bitja smo, se mi zdi. In tle res gre za dotik gre za odziv na dotik, gre za odziv na temperaturo, gre za odziv, pač zelo dobro vidimo te odzive. A ne. In tle tudi pri fetišu to zabavno, ne, da fetišisti dostikrat to opisujejo, da je to tak neverbalen znak, da so dosegali pač tvoj užitek. Pol je pa tudi to, ne, da je dostikrat so bradavice lahko del neke BDSM dinamike, se pravi razna stimulacija od grizljanja, sesanja, se pravi temperaturna igra, rahla bolečina tudi, a ne. Vse to zelo spodbudi take intenzivne občutke, a ne, zato so tudi te igračke, ki so posebej namenjene za bradavičke, a ne. Te razne sponke in ščipalke in nastavki in pumpice in oziroma pač sesalniki in pereščka in kakšni tudi bičke uporabljajo in tako. Vse te igračke so lahko del predigre, a ne, eni jih pa celo tudi kot nek osreden fokus uporabljajo. Tako da ja, fetiš vemo, kaj pomeni, oziroma ni nujno, da vemo, še enkrat rekla, ne, to ni nujno, da je sam del seksa, ampak je v bistvu fetiš je kar nekako ključen element spolnega življenja ljudi, ki imajo pač določene fetiše, a ne. Tako da ja, gre se za to, da v bistvu tvoj pa telo iz določenega občutka izvlečeta več užitka, kakor bi pa recimo kdo drug na določeno to stvar. Danes so to bradavičke. Upam, da nisem tega zelo zakomplicirala zdaj. Zelo zanimiv vidik fetiša na bradavičke mi je bil ta, da predstavljajo neko mejo med nežnostjo pa intenzivnostjo. Se pravi, zakaj? Zato, ker bradavice in prsa so del telesa, ki ga običajno povezujemo z nežnostjo, s toplino, dojenjem in tako, ampak hkrati v bistvu sprožajo zelo velik in zelo močen erotičen odziv, ki pa je lahko izredno strasten in surov in tako. In veliko ljudi glih ta kontrast tega zelo privlači. Ok, no, zdaj smo pa prišli do reviewja izdelka za stimulacijo bradavic in to so ščipalkice. Njihov namen sicer ni bolečina, čeprav ljudje, ki uporabljajo ščipalke, uporabljajo v veliki meri tudi zato. Drugače je njihov namen povečanje občutljivosti, se pravi, ko stisnejo bradavico, za nekaj časa omejijo pretok krvi, ko jih daš dol, kri naenkrat pač butne noter in občutek je izredno intenziven, topu, tak res dober je, dober. Se pravi, tle gre za neko kombinacijo, rahlo kombinacijo bolečine in užitka, ki je tak malo, ne če bi rekla lih zasvoljiv, ampak nekaj tako. Ampak, se pravi, da bi bila izkušnja s ščipalkami za bradavičke res dobra, je treba pa poznati nekaj osnov. Treba začeti nežno. Se pravi, če si začetnik, nujno izberi sponke, ki imajo nastavljiv pritisk, oziroma pač, da se jih da nastavljati, a ne, koliko močno stisnejo. Ponavadi imajo kakšen vijak ali pa takšno prečko, ki gre gor pa dol, da lahko zateguješ te sponkice. Se pravi, za začetek jih zategneš samo toliko, da jih čutiš, ne pa, da bi karkoli boleli. Se pravi, tle je cilj neko rahlo ščipanje, ne pa lih, da imaš klešče gor. Če imaš bolj občutljive bradavice, jaz ti svetujem, da jih tle pred tem rahlo ogreješ, se pravi, s kakšno masažo, s toplim dihom ti lahko partner to naredi, lahko ti malo s prsti podrgne in tako, da se mišice sprostijo in da potem občutek bolj postane prijeten. Druga stvar je čas. Sponke mej gor samo nekaj minut, največ do 10 minut, še posebej pri prvih poskusih. Če jih nočeš dlje časa,
lahko pride do tega, da je pretok krvi postane preveč omejen, pa lahko začne pač boleti in tako pač pohanje nekih neprijetnih stvari. Tako da poslušajte svoje telo. Okay, ne pretiravati, sploh če ste začetniki. Potem ta zadnja stvar je še, kako jih daš dol, ne jih utrgati, okay, ne to kar kljup, to niso ščipalke za perilo, ki jih malo kar podsufamo iz tistega dol. Treba jih je počasi popustiti, da se kri lepo vrne, da se vse lepo da v prvotno stanje in pač kri gre noter in potem je intenziven občutek. Pa je pa še ena stvar, ki mogoče bi jo povedala pred odstranitvijo, ampak je pač nisem žal, sorry, je to, kako jih damo gor, pač ne daješ to na konice bradavice, ampak tle v bistvu, kjer je areola že, ne, se pravi, če je tako bradavica, pa je tle dol že areola, tle stisneš, ne stiska tega ta najtršjega dela bradavice gor. Ok, to je review izdelka. Nisem sponkic vzela za pokazati, pejte dol počekirati link, imate celo rubriko, ker je ful različnih, tako da dejte počekirati, ziher najdete nekaj zase. Okay. Zdaj imamo pa vprašanja poslušalcev in sicer imamo 4 vprašanja. Ta prvo je, kako jih stimulirati, da bo dekletu res všeč. Ok, sem cel cajt že zdaj govorila o tej stimulaciji bradavic, ampak če nekako povzamemo, najpomembnejše je, da ne delati nič na silo, ne delati premočno, ker bradavičke imajo res veliko teh živčnih končičev in zato potrebujejo počasen pristop, da jih ti lepo ogreješ. Se pravi, že sam dih je dovolj za ogrevanje, lupčkanje, areol ni treba direkta, ne. Pa mogoče malo jezik vključiš, pa malo tako. Kar se tiče grizanja, pa šaltanja postaj, prosim, ne tega delati, razen če vam partnerka eksplicitno ne izraz, da pač ne to paše, ker kakor sem se pogovarjala z ljudmi, vse so do zdaj rekle, da imajo raj, da pač to začneš na tak način, kakor sem svetovala, se pravi, da je počas, da je vlažno, da je lubrikant, da je ali slina ali kakorkoli, da moraš opazovati malo odziv, pač ne kar se nalepati gor na bradavico, pa je to nekaj nagrizlati, pač ne delati tega, no, mislim. Razen, če je pač to zdaj neka eksplicitna želja. Grizlanje ni nič narobe, a ne? Ampak ne moreš kar takoj gor na nipalit pa ga začeti grista, ne, mislim, narediti to malo bolj strastno pa čutno, ne, se pravi s to uverturo, ki sem ti opisala. Ok, najboljše poteze za orgazem bradavičk. Ja, bradavičke, kakor smo rekli, lahko pripeljejo do orgazma, sploh pri tistih, kjer je v bistvu ta povezava, da je stimulacija po bradavic aktivira iste možganske centre, kakor stimulacija pač genitalij oziroma klitorisa. Verjetno, to sem tako rekla, pač glede na občutljivost, ja, bi rekla, da je nekje mogoče močnejša ta povezava kot drugje. Ampak spet, a ne, ta prva zgodba je bila zelo dober primer, kako. Se pravi, dajte to, a ne, ta počasen pristop, pa pol lahko izmenjavate to temperaturo. Neenakomerni ritmi so zelo tle bili izpostavljeni večkrat, a ne, te neenakomerni ritmi ali pa različni pritiski in pa tudi vibracije, to so tudi dostikrat izpostavili. Pa ta sinhronizacija različnih erogenih con. To so bili nasveti. Ko so prebodene bradavičke, kako je potem z dojenjem? V večini primerov prebodene bradavičke ne povzročajo nekih težav pri dojenju, ampak morajo biti pa pravilno pač zaceljene, a ne. Zdaj, kar je, jaz tle ne počutim se, da bi lahko vam tle dala tak nasvet, kakor nekdo, ki je izkušen pirsar, tako da imamo po Sloveniji kar par dobrih
piercing artistov oziroma pač ljudi, ki prebadajo. Tako da dajte se tisti, ki vas res zanima, to mogoče na njih obrniti oziroma, veste kaj, bom jaz se obrnila na njih pa delila še to v story na Instagramu pa Facebooku. Ampak jaz vam bom tako rekla, iz osebne izkušnje, jaz sem imela uhane v bradavičkah, ampak sem jih dala ven, pa se je vse cool zacelal in pri dojenju nisem imela nobenih težav, iz nič manj teh vodov mi ni šlo ven, pač mlek je normalno šprical in tako. Ne vem pa, kako je, če imaš še zmer, ampak jaz mislim, da moraš itak ne smeš dajati otroku v usta pač nakita, ker se že lahko kaj čraufa odvije in si ti otrok pač zaduši, tako da, ampak načeloma je tako, da če je piercing narejen prav, pa da se je lepo pocelil, da ni nekih težav, da bi se tle se kaj takega zgodilo, no. Da zaradi tega ne bi mogla dojiti ali pa da bi se ti tle tako dogajala, ne. Da bi jih tam prebodali, mlek gre iz več različnih kanalov čez bradavičko ven, ni samo ena, ne. Tako da načeloma tle ni nekih težav. Bom pa še vseeno vprašala, za vsak slučaj pa še tam povem. Ok. Pol je bil pa v bistvu še eno vprašanje, kako pride do orgazma bradavičk. Tako da malo povem, da vas je to res zanimalo. Tako da upam, da boste tudi tale podcast dobro pogledali, no. Sem najdla pa eno informacijo, da naj bi orgazem bradavičk doživelo 8 do 12% žensk. Ne vem, koliko se mi zdi realna ta številka, koliko je ta raziskava verodostojna. Ampak ja, taka zanimiva številka mi je bila, no. Ja, tle eni so še svetovali, da se hkrati obe bradavički stimulira, se pravi, ne samo eno, ne. Tako da ja. Nekdo je pa vprašal, zakaj so tako občutljive. Zato, ker so v bistvu poleg kakšnega klitorisa in tako, ena najbolj uživčenih točk na telesu. Bradavičke imajo približno 4-krat več živčnih končičev, kakor pa neko povprečno območje kože. Tako da ja, pa ta povezava z možgani, ki sem že prej omenila. Tako da ja, kar je tle zanimivo je to, da se pri nekaterih ženskah občutljivost lahko poveča še med ovulacijo, ker, kakor sem omenila, tudi hormoni imajo svojo vlogo tle. Ok, prišli smo do tedenskega izziva. Jaz ti za ta teden predlagam, da se lotiš malo raziskave in da si vzameš 10 minut zase in se posvetiš samo svojim bradavičkam. Ne zdaj, da ti greš in zdaj moram pa doživeti orgazem bradavičk, ampak sam radovednost. Ne nehati biti radovedni, prosim. Ugotovite, kaj vam pa še, pa kaj ne. Tako da par mini izzivov imam za vas. Prva bo temperatura, dajte probati izmenjavati toploto pa hlad. Najprej toplo dlan, pol ledena kocka ali pa topel dih, hladen zrak, kakorkoli pač kar imate, kar si zamislite, ne z vročim, prosim, ne, dajte uporabiti zdravo pamet, toplo, hladno. Drugo je dotik, dajte menjati prste, probite z blazincem, probite s pereščkom, probite s svilo, probite ugotovite, kjer tak občutek vam najbolj odgovarja. Tretja stvar je ritem, dajte malo izmenjati ritem, nežno, hitro, zadržano, krožno, kakorkoli, ker vsak tempo v bistvu sproži drugačen odziv. Četrta stvar je, pejte od nekaj komi zaznavnega do bolj konkretnega, se pravi, da počasi stopnjujete, ne vem, dajte vzeti pero, pa čopič, pa potem, ne vem, prste, pa pol, ne vem, pridite tako mogoče do grizlanja, pa vidite, kje je vaš ta razpon. Peta stvar je pa še povezanost. Če imate partnerja, ga povabite, da naj preizkusi isto. Ne gre za seks, gre se pa za neko pač razumevanje. Ok. Ta zadnja stvar danes je pa še fun fact. In to je zato, ker fun facte imam ful rada, še bolj jih imam rada, če so to neke zgodovinske drobtince in dajmo pogledati, kaj sem pripravila danes za vas.
spet po 18. stoletju na francoskem dvoru, ampak to mi je bilo to ključno. No, pač poslušajte to. Ženske so si, predvsem seveda plemkinje, barvale bradavice z naravnimi pigmenti iz vrtnic in malin. Rekli so jim le boutons de rose. Boutons de rose. Ne vem, ne znam. Kar pomeni rožni popki. In res so tako kajni rožni popki. A niso res tako kajni rožni popki? V glavnem, včasih je tudi veljalo to, da ne bi bile lepo rožnate bradavice znak nežnosti in prefinjenosti kot nekakšen simbol lepote in ženstvenosti. Nekatere dame so šle celo tako daleč, da so naročale umetne dodatke, male svilene blazinice v obliki bradavic, ki so jih pritrdile pod obliko, da bi imele popoln izrez. Drugače, te nalepke za bradavice so meni ful lušne, pa ful mi je zanimivo, kako ene tiste čapke v gor pol vrtijo. Ampak te nalepke za bradavičke so meni ful lušne, kakšni srčke ali pa zvezdice. Ali pa zelo lepo mi je, če tako zakupati tudi te nalepke, ki so kristalčki in pol tako okrog areole okrasiš. Tako da, ja. V glavnem, na dvoru Ludvika 15. so se v barvi bradavic menda skoraj tako resno pogovarjali, kakor pa so se, ne vem, drugi v politiki. In ja, tako da nipple trendi, to niso samo stvari interneta, ampak je že kar par sto let staro. Ok, če ste mislili, da so bradavičke res samo en estetični dodatek, a ne, pač think again, še enkrat premislite, res so pač ena super erogena cona, ne podcenjevati, so majhne, a mogočne. In s tem danes zaključujem današnjo epizodo podcasta. In to je to. Če te je epizoda bila všeč, ne pozabi je deliti, lajkati, se naročiti na kanal. V glavnem, delite jo z, ne vem, partnerjem, s prijateljco, kakor hočete. Pustite mi kakšen komentar, bom res ful vesela. V parih epizodah zdaj ste mi že parkrat komentirali in ful hvala. Res pomeni. Tako da ja. Do naslednjič pa imejte se fajn, raziskujte svoje bradavičke in se vidimo drugič. Čau!